Živijo in dobrodošli v novi epizodi tehničnega pouka. Nahajam se v Wheelbase-ovem suspension centru in danes bomo predstavili, kako se naredi osnoven servis na RockShox vilicah, ki velja tudi za večino RockShox modelov, pa povedali, zakaj je to dobro početi redno. To epizodo poleg Wheelbase-a podpira tudi slovenski kolesarski mojster, za kar se izjemoma zahvaljujem. Zdaj pa na intro. Bum! Dragi sokolesari in sokolesarke, z menoj je Jure Tunič, mehanikar v Wheelbase shopu in ravno kar se nahaja v prenovljenem oziroma na novo postavljenem servisu Wheelbase-a, ki je namenjen tudi servisu vzmetenja. Je tako? Se pravi, to je mali servis oziroma osnovni servis, kot se kdo reče, a ne? In ta servis zajema kaj? Ta mali servis zajema čiščenje, mazanje in pa ponovno sestavo vilice. In to je pretty much it. In ta servis, dragi moji, je res dober delati redno, ker v bistvu vzmetenje je poleg okvirja en ključen del kolesa in če to dela, pol dela vse, tako da vzdržujte redno. RockShox priporoča to na 50 ur. Ja, realno tudi kakšnih 20 lahko ne bo nič podval. V bistvu bolj pogosto delaš, bolj šparaš vilico, manj te bojo roke bolele, bolj bo na dolgi rok, kakorkoli, tako da. Ok, se pravi 50 ur, pol leta oziroma če več furaš tudi malo hitreje. Tako, v bistvu, če greš za en teden recimo v bike park, pa da res veliko vozaš, to se splača že po 5-6 dneh odpreti vilico pa saj to narediti. Ok, in jaz nekako priporočam, da to naredite tudi, ko kupite nov kolo, ker nova kolesa načeloma velikokrat pridejo v vzmetenju brez kakršnekoli mazalne oziroma življenjsko potrebne tekočine. To lahko potrbiš kot mehanik. Ja, sigurno. In to ni kriv Wheelbase, to pride tako iz fabrike, kolo sestavljen in zadeva je taka, da je dobro to servisirati, že takoj. Tako je. Dale bova predstavila v bistvu postopek, ki velja za večino RockShox vilic. Zelo simpel zadeva, rabite mačkan orodja pa ole. Pa malo dobre vole, dela se pa kole, a ne? Zdaj, če se vam pa tega ne da, da globoko vseb veš, da nisi tehničen tip, da če vam to ne daš raufat, pa lahko pripidete naprimer v Wheelbase shop, cena je koliko? 30 €. 30 € za tak servis in ste rešeni za nekaj cajta. Pa občutili boste to takoj, da je lepše delovanje, a ne? Isti trenutek. Isti trenutek je to zgornje. Isti trenutek, stalno deluje to. Sero, kje bi rekel, kako bo največ občutil to? Brake bumpsih. Mehnih treslajih. Se pravi, začetne hote tako je, začetne hote bolj. Ok, Jure, zdaj pa tako, jaz ti predlagam, da ti mojim gledalcem objasniš, razložiš cel postopek, ko se naredi mali oziroma osnovni servis. Vi pa lahko v komentar napišete, Jure, hvala radi, da imamo, pa tudi mene ne. Dajmo, osnovni servis oziroma mali servis, vilice RockShox Pike. Pa ja, kot smo rekli, ne pozabiti, to velja za večino RockShox vilic, komot lahko isti postopek. Kaj je treba še vedeti, mi povej? Fajn je rokavica imeti, to je prva stvar. Kar rabaš v bistvu je za RockShox zelo malo, to je nimbus, kladu, papirnato brisačo, to je skoraj že vse, pa olje seveda. Kjer olje pa gre v RockShox? Zdaj, odvisno kjer letnike, ampak načeloma ne moreš paliti s tem oljem, to je v bistvu za zdajšnjo generacijo vilic, oziroma za to, ki je bila zdaj. To je 0V30. 0V30, to je viskoznost olja, ki jo priporoča proizvajalec. Tako, v bistvu lahko tudi kakšno drugo daš, ampak najbolje je originalno olje nodati, najbolj zihar. Originalno olje, ok. Kar začni, pa te vmes še kaj vmes vprašal, pa grem nazaj takole sedeti, je prav? Zdaj mi povej, a je ta viskoznost olja, Jure, tudi priporočljiva v vilici, ki je naprimer stara 98-letnik RockShox Judy TT? Mislim, lahko se spremeni seveda, zdaj načeloma govorimo od 20 naprej, ne boš nič kaj grozno zajemati. Ali lahko uporabnik si to še pogleda kakšen servis manual? Ja, seveda, v bistvu obstaja na SRAM-u za vse vilice, ki so jih kadarkoli naredili po mojem. V bistvu prav specifikacija, kjer olje gre not, koliko olja gre noter, momenti,
čim steki, bilo kaj, ki se dobi. Tako da, če nisi ziher, bolj da pogledaš. Ok, zdaj pa meni razlagi, da bodo gledalci videli, da si te dva vijaka v čraufu kapco si dal dol. To moraš malo povedati, ta postopek. Ok, prost. Glavno, te vijake moraš utegniti, ampak ne čist pustiš še cirka, ne vem, 2-3 navoje noter. Ja. Pa vzameš klado, v bistvu samo udaraš gor. In mora vijak v bistvu noter sedeti. Ja. Se pravi, ikonu spustil. Ok. Ko se to enkrat zgodi, lahko utegneš še vijaka do konca. A je kaj nevarno, da se ti kaj vlije ven? Mislim, načeloma v rockšok vilicah je toliko malo ola, da mislim, da če boš na glavo obrnil, se bo zlil, če boš takole držal, ne bo nobene. Ok. Pa če imaš opcijo, če boš takle fancy korit, v bistvu tu daš vilico takole gor. Lepo zapneš in lahko snamaš noge. Snamaš noge dol. Če tega Štefan iz bloka nima, se pravi korita pa to, kako bi mu ti priporočil? Lahko v bistvu narediš, ne vem, vzameš eno posodo plastično, jo daš na tla, vzameš vilico, snamaš dol in postaviš v posodo samo, pa nasloniš v neko marko. Se pravi, eventualno se lahko to naredi na parkingu pred bajparkom. Smo delali prejšnji vikend. A tako? Se da, ja. No, vse se da, ni izgovorov. Pa zdaj pač več opcije, ne? Ena je Breakner, sicer to sram ne priporoča. Druga opcija je pa v bistvu alkohol, ki je pa prav mišljen za pranje vilic in podobno. Kje kupiš to? Pojma. Ok. To je v bistvu drač, mislim, da v lekarni dobiš etanolem, se ne točno. Najbrž. To sam poj uperaš. Pa zmeri, kad delaš na vilicah, je fajn, da so slajderji obrnjeni dol, sploh za te male servise, kdaj pač ostane kakšna svinarija na slajder in če je okoli obrnjen, to pade vse noter v vilico in posledično tudi noge pa je prijene. Pa imaš takole noter obročke in kar je važen, je, da jih zmeri snamaš ven, preden karkoli začneš z Breaknerjem ali alkoholom. Ampak te izgledajo zelo lepi. Ti so zelo nove, kot da se jih zelo malo vas. Ampak je pa tudi dirt jump vilica. Tako da prav veliko ni delala. Ne? Ja. V bistvu to so obročki, ki zadržijo oljeno. Glavno pa jih samo daš na kos papirja. Zdaj te, ki so res čisti, ne rabimo nič narediti. Jih samo zbrišemo, postavimo na kraj oziroma jih lahko že v olje potopimo. Če pa pač zelo usran, pa vzameš olje, ki je mišljen za v noge noter, jih namočeš parkrat takole v brisačo, not stisneš, zato da porine svinarijo. Če so pa res usrani, jih pa zamenjaš seveda. A imate v Wheelbaseu tudi ta servisni material? Imamo seveda. Vse lahko stranka V bistvu vse se da kupiti, ja, prijemeč. Res ste dober shop. Kaj ne da? Ja. Aha, še notranjost. Tako je. Plan je oprati vse, ne, kar se da. Na parkirišču bi to delal tudi z Breaknerjem? Ja, ponavadi. Tudi če bi bila res usrana vilica, bi vse uprl z Breaknerjem. Aha, je močnejši? Ja, pač več da dol, večji pritisk je v končni fazi pa malo bolj močno, ampak ni pa priporočljivo, ne, ker vse lahko kaj poškoduješ v vilici. S katero zadevo pa definitivno ne bi čisto tega? Kakšen bencin, kaj tega? Ok, benzina ne. Pa najlažje, če vzameš par brisačk, ti takole zviješ, pa samo porineš v noge noter. Pa imaš pa neko takole palčko, ki je tudi fajn, da je čista. Se pravi, z vejo ne moreš na parkingu tega dela? Mislim, če je sila se da, ampak priporočam, da ne. Samo takole požokaš. Pa imaš pa opcijo, če imaš dosti tanko palčko, lahko porineš z te strani ven, ali pa druga opcija je pa pač z zrakom. Lahko samo tako narediš. Pa zmer pogledaš, če je kaj papirja slučajno odostal, da ni to vse sfinan. Prej sem pozabil povedati, da zmeri pogledaš, če so tesnila kle okoli kaj usrana, je treba to zmeri prej spucati, ker če ne lahko to samo pade noter v vilico in imaš pa nekaj problema s tem. Pa imamo kle zdaj pence, ki so bile spucane, jih damo samo noter v lonček in vzamemo olje in pa sem takole noter naliješ, da če to je najbolj tak način, da ne rabaš lihita rola stran zlit, počakaš, da se to upije noter. Zdaj, ko bomo delali z oljem, je pa tudi važno, da damo gor rukavice. Ni lih najbolj zdrava zadeva za kožo, sicer če si enkrat na vsake toliko izpostavlja, ni lih konc sveta, ampak pol je fajn zmeri tesnila malo brisati,
ki so zmeraj od olja, ki tišiš te obročke noter. Samo zato, da se mast bolj prime. No. Mast se pa zmeraj uporablja za zmetenje, nikoli kakšne traktorske ali kaj takega. Ne rabite pa pretiravati lih tako, da je drugače se to vse v noge migrira dol. Pa kar jaz rad naredim je, da dam zmeri mečkan olja na same pence pa bushing, zato da je od štarta takoj podmazano, da ni na suho. Zdaj bomo pa to v bistvu skupaj dali. Zdaj pa, če imaš eno roko, še toliko bolj, če ne, se da tudi normalno brez tega skupaj dati. Zmeri obrišemo. Nikoli ne veš, kaj je gor prišlo. Ta mufti kar gre. Ja, kar sem vadil, že cajt. Fajn je naprav obrniti noge, če se da, če ne pač. Foam ringi so tako kar občutljivi, če pride vmes med bushing pa slider, ga lahko uničeš, tako da treba malo merkati. Če gre lepo, pač tekoče gor je v redu, če ne, bolj da pogledaš, kaj si zajebal. Pol pa samo še, kar je treba, je doliti 10 ml olja na vsako stran, zato odvisen od vilce. Recimo Zeb ima zdaj 20 ml, drugače pa načeloma Pike, Lyric, karkoli tacga je 10. Se pa pogleda na sramovi strani, da je zihar. Ja, to je to. Se to poriniš pa do konca? Do konca v bistvu, ja. Okay. Tukaj, da se naslon na same šefte. Pa rabiš samo še na ta pravo stran, da ta pravi jak, ne? Ker tam recimo luknja skozi zaradi rebounda, ker pač pride gor adjuster. Okay. Taj pa samo običajno jak, če ga zgubite, lahko tudi kakšnega drugega date gor. Skrajni sili. Pa samo še zategnete toliko, da vodo da. To je to. Je treba tudi kaj newton-metrov poštevati? Jaz načeloma tako naredim. Zdaj, če imate ti handle, ki prime, tokle je dost. Tako da je drugače hitro preveč. Se je že zgodilo, da si utrgal jak? Ja, mislim, utrgal ne, sem ga vam posnel. Zelo dobro. Je aluminij, tako da ne rabiš veliko. Na koncu znamo pa samo še tale adjuster gor. Samo majčkeno masti na kugelco, zato da lep šteče. Pa ko ga dajemo gor, je treba res meri čim bolj noter pritisniti, ker če ne, lahko ta vijak zagrab rob od vijaka in ga poškoduje, tako da je tukaj pomembno. No in to je to, samo umetnost. Zelo, zelo lepa demonstracija, Jure. Jaz upam, da vam je bilo to kaj jasen, da se jo te probali doma lotiti, če pa, kot smo rekli, ne zaupate sami sebi, so pa fanti iz Wheelbase vedno vam na voljo. Zdaj pa še za konec, Jure. Če povzameva vse to, kaj mora človek, ko se tega loti doma, najbolj paziti? Da ne kontaminira vile. To se pravi s blatom, čimerkoli, kar je ponavadi na kolesu. In kar pomeni, da ne pride not, oziroma če že pride not, je treba to orang sprati, da ne pride do kakšnih rajz v sliderju in podobnega. Odlično. To je še najbolj pomembno. Se pravi, vi veste, koliko ste sposobni, mikle ne. Tako da probite. To je nasvet, kle zastojn. Hvala Wheelbase, hvala SKM.si, hvala Jure. Spustite dol, karkoli vas zanima v komentarjih, z veseljem odgovorimo, ali jaz, ali Wheelbase Shop. Če se ne slediš Wheelbase Shopu na YouTubu, ti predlagam, da to stori zdaj. Vse ostalo pa se vidimo v naslednji epizodi. No daj, še Fuck it, stari. Če lahko zabijam nekaj v glavo, si lahko? Seveda, da si lahko.